Kako pa si ti prišel do tega, kar zdaj počneš? A je to tvoje poslanstvo? Kaj sploh je poslanstvo? Nebo, organska energija? Kaj se dejansko sploh dogaja in kako ti deluješ? A to tudi mi lahko počnemo? Evo tako, čist kratek odgovor bom dal. Zmeraj je vse, kar je na poti, v obliki črke Y. Se pravi, v kakršnikoli naši aktivnosti pridemo do točke, ko se moramo odločiti za eno ali za drugo. Dolgoročno gledano je vsaka naša izbira prava. Ne? Dolgoročno gledano je vsaka naša izbira prava. In če pogledamo, je to ena cela mreža Y-ov, ne? Kot poti. Se pravi, ena črtica je gor, druga sem, druga tja. Vse te poti pa vodijo k istemu cilju. Se pravi, duhovno napreduje tisti, ki se kao pravilno odloča. Ampak bo na cilj prišel tudi tisti, ki se nepravilno odloča. Ne? Govorim na duševni ravni, na ravni zavesti, ne? Čiste. In zdaj, če tako pogledaš, ne, stvarnik je dal vsakemu od nas svobodno voljo, ker če nam je ne bi dal, niti on ne bi imel pravice do nje. Stvarnik je vse kaj drugega kot krščanski bog hudičev. Krščanski bog je Jehovah, Jahve, demon. Ne? Preberite si tisti, naprimer, ker jaz nočem žaliti nobenega vernika, da se razumemo, nimam te pravice. Ne? Preberite si Staro zavezo. Polna demonizma je. In če svojo glavo razmišljate, do teh resnic lahko vsak pride. Če pogledate 10 božjih zapovedi, super so, jaz nimam kaj reči, ampak kaj meni človeku pomaga 10 božjih zapovedi, če pa to v meni? Koj kurac bom jaz nekaj bral, kar je že v meni? Koj kurac bo nekdo mene vodil, če je pa to že v meni? Pa jaz po svoji naravi ne ubijam. Jaz po svoji naravi ne kradem. Jaz po svoji naravi ne lažem. Zakaj mi zdaj treba še neka pisana beseda, pa da jaz verujem v neko avtoriteto zunaj sebe? Se pravi, da je naloga vsakega od nas, da je avtoriteta sam sebi in da drugemu ne priznava avtoritete nad seboj. Lahko smo prijatelji, ker itak smo vsi bratje in sestre. Ne? S tem, da bi tukaj še nekaj poudaril, ne? Že sem omenil v začetku, da je zgodovina lažna. Vse so nam natrosili laži. Naprimer, evo, to vsi veste, da ni bilo starovercev, ampak so bili starovedci. Se pravi, da so imeli vedenja. Najstarejše knjige so vede, indijske vede, so samo en skromni del tistega, kar so naši predniki zanesli v tedanjo Dravidijo. Govorimo o obdobju 46 000 let nazaj. Danes, če človeka vprašaš nekaj o Atlantidi, ti si, ne? Pa čakaj, pa to je naša zgodovina. Prišli so klavci, morilci, kristjani, ki so pobili naše prednike in pustili žive samo tiste, ki so se dali pokristjaniti. Na tistih mestih, kjer so bila tako imenovana poganska svetišča, so zgradili današnje cerkve, cerkvene objekte. Ženske so se lahko parile, grobo se izražam, ampak je resnica, samo z gospodo. Cesar, grofje, mestna gospoda, veljaki, ne, sodniki in tak naprej, kaj vem, kakve funkcije so imeli, in župniki so lahko počenjali otroke. Vse rodovne knjige v vseh župnijah so lažne. Zakaj? Saj hlapec ni smel imeti otrok. Hlapec ni smel delati otrok.
je pa bil zaveden kot tisti, ki mora skrbeti za njih. To je malo težko, ne? Ampak je resnica. Kaj si me pa že vprašala? Mene kar odpelje, veš? Se mene tudi zdaj odpeljali. Kar pet naprej. Se nimamo urnika. Ja. Aha, hvala. Evo. Jaz sem bil kronični alkoholik. Jaz sem bil neznosen tip. V Murski Soboti, če me je kdo srečal, joj, Vučko, gre spet bo pizdarija. Jaz sem bil neznosen, evo to vam moram povedati. Potem sem dobil 3 opozorila v obliku 3 težkih prometnih nesreč. Energetsko zasnovo za njih je pa dala moja mati, ne zavedajoč se, jaz si nič nisem zameril, ne. Joj, moj sinko, ona je imela 3 otroke, prej je mrtvo rojena, imela pol je pa vse svoje sile, vso ljubezen, vse vložila vame, ne. In celi čas strah pred izgubo sina, to še zdaj ima, ne. Ampak zdaj to blago. To je non-stop gledalo televizijo, non-stop bralo Črno kroniko, ko mene ni bilo doma, da ni moj sin slučajno, ki je tam not, in je nezavedno ustvarila energetske pogoje za te 3 nesreče. A te 3 nesreče so bile še istočasno opozorilo meni, da nekaj hudo delam narobe v življenju. No in ta moj alkoholizem me je pripeljal tako daleč, to je bilo v začetku 89. leta, da sem jaz začutil potrebo, da se rešim ali pa crknem, po domače povedano. In sem našel rešitev. In od jeseni, od novembra leta 89 nisem kaplje alkohola spil, dokler ni Olimpija v Ljubljani zmagala, so bili moji pacienti, Olimpija v Ljubljani zmagala proti Žalgirisu, na vsaki tekmi, na kateri sem bil, je Olimpija zmagala, dobro, pustimo to, ne. In dobro, to so zdaj že druge stvari, ne. In pol so me fantje, brez da me vprašajo, v avto in v klub 12 in so me tako napili, da zase nisem vedel, ne. In me po rokah nosili, mene so imenovali doktore, ne. Dobro, ok, v redu, vi me imenujte kakor hočete, ne. No in od takrat naprej tu pa tam kaj spijem, ne. Ampak imam to vse pod kontrolo, ne. In ker sem uravnovešen, ne, nimam razloga, da bi pil. Jaz sem vesel brez da kaj pijem, ne. Jaz sem lahko tudi žalosten brez da kaj pijem. Alkohol je samo izgovor, nič drugega, ne. No in pol sem pa začel z masažami, ampak zanimivo to, da sem klasično medicinsko masažo šele 94. leta končal, od 38 kandidatov sem jaz edini naredil, pa še to s pohvalo, državni izpit za maserja. Sem pa že masiral od 90. leta naprej, ne? Tako da sem jaz v Slovenijo pripeljal refleksno masažo. Pa ne omejeno na refleksoterapijo dlani pa podplatov, ampak celega telesa, ne? Tega takrat ni bilo, ne? Pol je pa en iz dolne, mislim, da je z Hrvaške pol s knjigami prišel pa učil tu terapeute pa tak naprej, ne. Ampak jaz se nisem nikoli medijsko izpostavljal, nisem bil javna oseba, niti nič, ne. Pol se je leta 93, to se je zgodilo, ko je bila vojna, ne, je prišla Naomi Freienberg, ki je številka 1 z področja bioergonomije, mojstrica, ne. Jaz sem takrat delal na Hrvaškem. In so me prosili, če bi jaz šel po njo v Osijek, pa da jo pripeljem v Zagreb, da ona tretira eno punco, ki je imela Hodgkinsov sindrom, in sem to naredil, ne. Takoj me je prečitala, ne. Ko sem prišel pred njo, sem se počutil, kot da sem pred radarjem, ne. Sem hotel nekaj reči, nima smisla sploh kaj govoriti, vse ve, ne, vse je jasno, samo pogledala me je, ne. In če tisti, ki ste gledali film Matrica, ne?
Kot človek, ki nima pojma, kaj so borilne veščine, pa ga dajo na stol, pa čelado gor, CD not, kluk, ne, in ko stane stola, je mojster borilnih veščin. To sem jaz doživel od nje, medtem ko sem vozil, mi je samo programe v dajala in zakodirala, zapečatila. Jaz, ko sem se v Zagreb pripeljal, sem bil doktor bioergonomije. Pa brez da besedo z njo spregovorim. Pa mi je samo pomežiknila, pa je šla naprej. Vsako leto sem bil na srečanju terapeutov in maserjev z celega sveta. Enkrat je to bilo v Münchnu, drugič je to bilo na Dunaju, ampak pustimo zdaj to, da ne kradem časa, gremo naprej. Se pravi, šel sem skozi vse živo, razvil sem svojo masažo, nadgradnjo vegetoterapije po doktoru Wilhelmu Reichu, jaz obvladam vse tehnike, vse metode, vseh masaž na svetu. Se pravi, prišel sem do perfekcije. In na koncu razvil masažo v belih bombažnih rokavicah, brez da se dotaknem pacienta na 2 metra od njega in on vse čuti, kaj mu delam. Samo v komunikaciji sva. Prišlo je do prenasičenja. Tako daleč je prišlo, da se več odpor sem dobil, ne do človeka, ampak do tega, da se ga dotaknem. Sem rekel, kaj bom pa zdaj? In v tistem je Slovenija sprejemala zakon o bioenergiji. Potem sem si še kup sovražnikov nakopil po Sloveniji. Ker vsi terapeuti, zdaj bomo slavni, zdaj bomo priznani, zdaj bomo lahko legalno biznis delali prevedeno, ne? Vsi so me zamrzili. Sem rekel, pa kaj ste vi normalni, komu vi služite? Ljudem in vse višjemu, ali vi služite parazitski državi? Kako priznanje vam treba? A rabite to priznanje? Pol so pa vsi vžgali po meni, ne, jasna stvar, ne. Eni so še celo zahtevali, da se njihove tehnike in metode v zakon o zdraviteljstvu zavedajo kot obvezne in edino pravilne, ne. Sem rekel, ko vas jebe vse skupaj, ne. In sem dvignil roke in pol nisem vedel, kaj bom, pol sem šel pa v meditacijo in v meditaciji dobim vprašanje, v dobim vprašanje, a bi ti prevzel skrb za naravo pa za atmosfero, saj veš, kaj se dogaja. Hej, super, seveda, hvala Bogu, se odprejo vrata, kozmična vrata. In zdaj tako, tisti čas je bilo v Sloveniji cel kup ljudi, ki so delali razne organske topove, ne vem kaj vse so delali po nekih pekovskih recepturah, ne, na internetu, ne, in tisti, ki so duhovno bili razviti in ki so že imeli v sebi program komunikacije s kristali, so nekaj koristnega naredili, drugi pa škoda materijala, tako rekoč, ne. In sem jaz to spremljal, kaj oni delajo po celem svetu, to je transparentno, objavljeno, in sem rekel, to je en kurac na batini, to ni dovolj. In sem začel sam razvijati, ne, sem šel težjo pot, sem izbral, in sem začel sam razvijati, ne, svoje stvaritve. In ker sem živel v bližini Grosuplja, v Dobrepolski dolini, sem glih naredil 3 tope, cevi, ker nisem imel denarja in tak naprej, imel sem ženo, 2 otroka še takrat. In sem naredil nekaj, kar je izgledalo tako, vsak od vas bi rekel, temu se je strgalo, ne, od žlebov, ne, one cevi od žlebov bakrenih, sem uporabil za cevi. Sem 3 take tope naredil, ne, in kot da je nekdo vsaj je dirigiral, ne, preletijo točni oblaki. Zdaj pa ljudje tam so zelo, kako bi povedal, verni, ne, usmerjeni v to, ne. In jaz slišim, zvonijo zvonovi, ljudje kričijo od groze, svašta, ne, ker večina njih je kmetov, ne. In sem v samih gatah preletel ven. In tiste 3 rore bufno to ono, kar je prihajalo. In zdaj tisti, ki so to opazili, ki so videli, ne, pustimo, kaj so si mislili o meni, to je veze, ne.
Gledajo, kaj je zdaj to, gledajo nerore, gledajo mene zmešanega, gledajo nebo, v 20 minutah je vse postalo sivo, nedolžno, je šla fronta čez, je lepo rahel dežek padel, ne? Jaz rore dvignem in grem not. Pol so si pa začeli, tudi župan je bil na moji strani, ne? Pol so si pa začeli eni postavljati vprašanja, ne? In kaj se je pol porodilo v tistem, ne, imenujmo ga kakorkoli okolju, vse je bilo strah mene. Če lahko to hudič naredi, kaj šele lahko nam naredi? Evo, tako je to šlo, evo, to so moji začetki, danes jaz obvladujem recimo, ne, pariranje geoinženiringov po celem svetu. In štala je samo tam, kjer ne delujem. Ne. Jaz sem zdaj v stanju pokriti komplet ta svet, ne. In to me bo verjetno vodilo spet do točke, ko bom rekel, zdaj bom poln kurat tega. Ne. Bomo pa videli, kaj bo naprej, ne, naprej dano. Evo, toliko. Še držiš tam, ne vidim, ali?